s podnaslovom Slovenija vrednot, ki je šla pri naši založbi Nova obzorja. Na tem mestu najprej lepo pozdravljam avtorja knjige, nekdanjega oporečnika, ministra za obrambo v času slovenskega osamosvajanja, dvakratnega predsednika slovenske vlade, predsedujočega svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2008 in predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janše. Pozdravljeni. Hkrati prav lepo pozdravljam nekdanjega ministra za šolstvo in šport, ki v času slovenskega predsedovanja Evropske unije vodi svet EU za izobraževanje, mladino in šport. Evropskega poslanca, podpredsednika SDS in doktorja politologije gospoda Milana Zvera, ki bo skupaj z avtorjem predstavil knjigo Druga republika Slovenija vrednot. Pozdravljeni. Samo nekaj osnovnih uvodnih podatkov v knjigi. Pred vami je knjiga, ki obsega skoraj 900 strani A4 formata. V knjigi so objavljeni govori Janeza Janše, ki so nastajali v časovnem obdobju približno 25 let. V knjigi je tako zbranih skoraj 300 govorov, kar je približno četrtina vseh, kar jih je avtor imel v tem časovnem obdobju. Mnogi nastopi niso bili naprej napisani, niti posneti, zato se niso ohranili. So pa govori, ki so objavljeni v tej knjigi, vsebinsko zelo bogati in vredni branja ter preučevanja. Knjiga vsebuje tudi fotografije iz tega časovnega obdobja. Zdaj pa najprej dal besedo gospodu Zveru. Gospod Zver, kako nastajajo govori politikov? Kako nastaja ta proces? Oziroma, verjetno je to različno tudi od posameznih politikov, od osebnosti. Vemo, poznamo govore nekaterih, ki so izredno vsebinsko prazni, ki so samo leporečenje, in na drugi strani nekaterih, ki ste bolj manjšini, ki pa so tudi vsebinsko bolj bogati. Hvala za vprašanje, hvala tudi za povabilo, da ste me povabila na novinarsko konferenco, kjer predstavljamo še eno knjigo Janeza Janše v zadnjem času. Verjamem, da jih je napisal več kot vsi tisti, ki so ga izključili iz pena od takrat naprej. Kako nastajajo politični govori? Kako ste samo to, verjetno vsak ima svoj stil. Ampak vendar bi lahko primerjali nek govor, politični govor, ki je nastal recimo z slovensko pomladjo, takrat, ko so prihajali politiki Kova, Omana, Peterleta, Bavčarja, Janše, se mi zdi, da je bila dikcija, da je bil politični jezik, politični diskurs bolj razumljiv kot govori, ki smo jih poslušali še v starem sistemu, ki je bil močno ideološko nabit in podobno. No, to, kar Janez govor razlikuje od ostalih, je verjetno zelo taka koncizna struktura govora. Vedno boste našli v govoru neko celovito, poglobljeno analizo stanja, potem predstavo nekega želeno podobo, kamor bi morala recimo se družba razvijati, če govori o družbi. In te elemente imajo tudi ostali govori več ali manj. Ampak pri njegovih govorih boste vedno našli še tretji element, ki je pa ključen pot, kako priti do nekih ciljev ali pa želene podobe, recimo, neke vizije. In to se mi zdi ta dodana vrednost. In to boste verjetno tudi sami opazili, ko boste vzeli v roke to zajetno knjigo govorov. Že sama naslovnica je zanimiva, zelo pomenljiva. To je Plečnikov parlament, ki v Sloveniji še ni bil realiziran, ampak to še ne pomeni, da kdaj tudi ne bo. Ko bo slovenska država, ko bodo slovenski državljani začutili pomen teh simbolov, bomo morda, ko bo narodna zavest še večja, ko bomo še bolj spoštovali svojo državo, morda bomo tudi zgradili takšnega na pravem mestu. Ideje se pojavljajo zadnja leta in jaz upam, da bodo tudi realizirane nekoč. No, naslov pa je tudi pomenljiv. Druga republika Slovenija vrednot. Druga republika, to vsi vemo približno, kaj pomeni, gre za temeljite, tudi
institucionalne spremembe, ki jih Slovenija nujno potrebuje, če hoče narediti korak naprej. Podaljšek tega naslova pa je prav tako pomenljiv. Slovenija vrednot. Evropska ljudska stranka je tam pred 2 desetletjem ali pa pol drugim desetletjem sprožila to idejo Evropa vrednot. In pred 10 leti je bila celo to neka platforma oziroma geslo programa našega. In jaz sem tudi dostikrat mislil, sem tam še pred 20 leti, da je v Sloveniji čisto dovolj, če mi napravimo nekatere strukturne sistemske spremembe. Ampak vedno bolj smo opazovali, vključno s Pučnikom konc 90-ih let in tudi v teh govorih boste našli to spoznanje, da je premalo uvesti ustrezne strukturne institucionalne spremembe, so nujni pogoji, niso pa zadostne. Potrebna je tudi ta vrednostno-kulturni element, ki pa seveda ne pride samodejno. Družbene inštitucije, ki so za to, od šolstva do medijev in seveda tudi politikov in vsi tisti, ki poskušajo politično socializirati narod, tukaj v Sloveniji niso upravili pri nas doma te naloge. Če hočete, prvi dokaz za to je nizka udeležba ljudi na volitvah ali pa nizka stopnja zaupanja v demokratične inštitucije ali pa celo premala nacionalna samozavest. Zato se mi zdi ta kulturni moment, ta kulturna dimenzija, ki v tej knjigi, v teh govorih Janez nenehno poudarja, ključna in zelo pomembna. Notri tudi boste našli fenomenalno zvezo pri nekaterih govorih, recimo en zadnji taki govor njegov je bil na Euromajdanu v Kijevu v času krize v Ukrajini in začne se zgodba tudi z govorom, ki ga je imel o takrat v Litvi, ko je pred 25 leti ruska rdeča armada poskušala zaustaviti demokratizacijske procese v tej državi, v baltski državi. Kako se zgodovina na čuden način ponavlja, ali pa na zanimiv način. Mislim pa, da je v srednjem mestu vendarle dano tudi v tej knjigi govoru, ki je tudi mene najbolj prevzel. To je govor ob smrti dr. Jožeta Pučnika. Celoten govor je namenjen svobodi in iskanju svobode in je kar prav, da ga je tega postavil na sam začetek tega zbornika. Jaz mislim, da je ta knjiga besedo bojevnika za demokracijo in za Slovenijo in da pomeni svoj vrsten spomenik ne samo avtorju, ne samo stranki, ki jo vodi, ampak vsej pomladni politični opciji. Hvala. Gospod Janša, zakaj ste se odločili, da zberete in objavite v knjigi svoje govore? Je v prvi vrsti razlog v tem, da želite s tem pokazati, da ste pravočasno opozarjali na stran poti tranzicije, ki so Slovenijo pripeljale v stanje, kakršno smo priča danes? Ja, mogoče tudi, no. Najbolj sem skupaj lep pozdrav. Kot je bilo rečeno že na začetku, v tej knjigi najdete izbrane govore, oziroma bolje bilo reči izbrane govore izmed tistih, ki so bili najdeni, oziroma smo jih lahko zbrali. Včasih je to delo bolj naporno, kot če nekaj pišeš na novo. Še posebej, ker se je veliko tega ohranilo zgolj v nekih slabih posnetkih ali pa neautoriziranih zapisih, ki jih je bilo treba potem spraviti v obliko, ki je pač berljiva. Ker govorjena beseda ni vedno tisto, kar je možno neposredno zapisati, kar pač sme. Večina govorov iz tega obdobja ni ohranila zaradi tega, ker so bili pač povedani in so bili naprej napisani. Ohranili so se zgolj povzetki raznih dnevnih časopisih ali takšni obliki, da to enostavno pač ni bilo uporabno za objavo.
Mnogi se pa sploh niso ohranili tudi takšnih, ki bi jih tudi sam z veseljem še enkrat prebral. Recimo, mi smo našli govora, ki sem ga imel takrat, ko sem izvoljen za predsednika stranke v Ostroju leta 1993 in še mnogih, ko se spominjam nazaj, zame pomembnih nastopov, zadeve niso ohranili. Ali pa vsaj nismo našli. Kljub temu pa je ta opus relativno obsežen in zdelo se mi je vredno to objaviti zaradi tega, ker če gremo nazaj po letih, tako je knjiga tudi grejena, ne začne se leta 90, se tam konča. Na nek način vidimo neko kontinuiteto opozarjanja na stanje, v katerem Slovenija je. Hkrati pa ogromno predlogov, ki smo jih dajali, ne samo jaz, ampak recimo v stranki, ki jo vodim, sproti v smislu tega, kako bi se morale stvari odvijati za to, da bi šla Slovenija v pravo smer. To podarim zaradi tega, ker so mnoge stvari danes enake, se pravi. Tudi danes dajemo predloge, kot smo jih dajali pred 20 leti, razmere so ponekod enake, ponekod še slabše. So tudi področje, kjer so boljše, ampak tega žal malo. In šele, ko to zbereš na kup, vidiš, kako smo marsikdaj mislili, da sedimo na vlaku, ki se hitro vozi naprej, s tem pa smo stali na postaji. Šlo šli malo nazaj. Tako da, po mojem mnenju, je ena od ključnih vrednosti teh tekstov, če bi želeli narediti črto in povzetek, v tem, da je podana neka analiza, ki se vleče skozi dolgočasovno obdobje, 25 let, in iz katere je možno tudi danes razbrati marsikaj glede na stanje, v katerem smo, in seveda tudi glede na rešitve, ki bi bile potrebne. Iz te ocene in iz tega motiva izhaja tudi sam naslov knjige. Druga republika je bilo neko ime, skupno ime za predloge korenitih reform političnega sistema, predvsem pa ravnanja, ki ga je dala Slovenska demokratska stranka na kongresu leta 2009. In v bistvu, če zdaj poenostavim, lahko rečemo, da je Druga republika ime za vse tisto, kar smo napisali v ustavo, ki še danes velja, vendar ni uresničeno. Smo predlagali tudi nekatere ustavne spremembe, ampak to je manjši del tega reformnega procesa, ki je potreben. Ključna razlika med tem, kar imamo, in med tem, kar vsebuje pojem Druga republika, je v uresničitvi. Na ustavi napisanih vrsto zavez za upravljalce slovenske države, vrsto zavez, ki izhajajo iz vrednot slovenske osamosvojitve, ki pa so zgolj črka na papirju ali pa so uresničene zelo malo. Do neke mere, ki potem stalno sproža pri ljudeh pomisleke, dvome, nezaupanje, kot je dejal prej Milan, in seveda občutek krize. Ta občutek se poglablja in je realen. In če je v Sloveniji zelo težko doseči kakšno soglasje o kakšni stvari, ampak o eni stvari obstaja soglasje, to pa je, da stanje ni dobro. Zelo malo je takšnih, ki govorijo, da je vse v redu in da smo iz krize in tako naprej. Splošno, bi rekel, s plebiscitno večino ljudi podprto prepričanje je, da stanje ni dobro, so pa seveda velikanske razlike, kje so rešitve. Eni predlagajo rešitve v tistem, kar je že bilo pred letom 1990, prav nekem socializmu, za katerega je že Churchill dejal, da bi deloval samo mogoče v nebesih, ker ga ne potrebuje, ali v peklu, ker ga pa že imajo. Ampak tega mnogi niso slišali.
Druga alternativa je pa seveda v najprej doslednem uresničevanju tega, kar je na nek način zgrajeno vrednostno središče ali pa osrednje središče vrednot v Sloveniji ob osamosvojitvi, na podlagi katerega smo sploh šli v te procese, zaradi katerih smo danes samostojna država. In v tistih potrebnih nadgradnjah te ustavne ureditve, ker se je izkazalo, da pač stvari ne tečejo dobro, ali pa kjer so ustavo, ki je bila na začetku na določenih področjih brez madeža, pokvarili. Eno takšnih posegov v ustavo se je zgodil leta 2000, ko se je ustavo zapisal izkrivljen, manipulativen, proporcionalni volilni sistem, ki ga prej v ustavi ni bilo in zaradi katerega je danes Slovenija v permanentni politični krizi, kjer se razpolovna doba mandatov krajša, eksponentno, hkrati tudi razpolovna doba instant strank. In prihajamo v situacijo, ko bomo imeli malo več strank kot podjetij. In zadeva naravnost zadevo pelje v neko koncentracijo, neko kumulativno stanje, kjer se bodo ta notranja nasprotja začela sproščati, hkrati pa seveda kliče po rešitev. Ta koncept druge republike je ena od rešitev, ki jo ponujamo in se bistveno razlikuje od tega, kar se ponuja v mainstreamu slovenske javnosti, medijev in tako imenovane družboslovne stroke, vse tiste, ki nastopa v obliki 15 posvečenih komentatorjev v osrednjih medijih kot rešitev. In v bistvu se ponuja pot nazaj, ki se tudi ne maskira preveč ali pa skriva, celo označuje se z enakimi besedami in tudi z enakimi simboli iz nekdanjega totalitarizma. Toliko o samem imenu. Skratka, Druga republika je neko skupno ime za stotine predlogov, ki jih lahko najdete v knjigi, nekateri se tudi večkrat ponovijo. In nekateri so tudi popolnoma enaki, čeprav so bili zapisani že pred 20 leti, kot so predlogi, ki jih dajemo danes. Ker seveda pravo pot je treba iskati, dokler ne najdeš. Do takrat pač tavaš. Mogoče samo še en stavek o posvetilu. Knjiga je namreč posvečena dr. Jožetu Pučniku. Če je kdo prebral njegovo knjigo Družba, demokracija in tehnologija, potem lahko razbere, da je on tisti knjigi iskal odgovore na podobno vprašanje v nekem drugem času sicer, in da je ponujal zelo podobne rešitve, ker te rešitve so pač univerzalne. In tudi, kot je dejal že Milan, ta pač izbor nekega težišnega govora bo mogoče nekoga presenetil, ker je pač to govor na pogrebu dr. Jožeta Pučnika, na slovesu od njega. To je govor, ki sem ga prebral, torej do zadnje črke, ker ga nisem mogel povedati. In sem ga tudi najtežje napisal. In to ne toliko zaradi nenadne smrti dr. Jožeta Pučnika, vsi umremo, vsi so živo bitke, smo to osvojeno, ampak zaradi dejstva, da je moral on umreti v tujini. Ta zavest takrat niti ni dovolj široko zajela slovenske javnosti, ampak lahko nas je še vedno sram zaradi tega. Nekdo, ki je oče slovenske države, ki so ga preganjali, zapirali, močli, izgnali, celo diplome niso hoteli poslati, je moral še enkrat narediti fakulteto v tujini in je kljub temu prišel domovini pomagati, brez zamere, takrat je bilo najtežje. In uspel s svojim projektom
je moral potem že drugič v izgnanstvo, ker je dejal, da želi preostanek življenja preživeti v bolj normalnem okolju, v normalnem času. Takrat, ko je odhajal iz Slovenije, niti nismo verjeli, oziroma si nismo mislili, da bo tudi umrl v tujini, gre mogoče za par mesecev, pa kakšno leto, pa pride nazaj, pa bomo delali naprej. Zgodilo se je drugače in mislim, da to celotnemu slovenskemu občestvu vsem skupaj ni ravno velika čast, bi nas morali takrat izjemno strezniti, ampak namesto te streznitve smo doživeli polemike o tem, ali bo sploh čast nas, oziroma žalna seja za dr. Jožetom Pučnikom. Državne institucije, ki so objavljale osmrtnice za Ivanom Mačkom, pa Ribičičem in tako naprej, so imele nenavadne zadržke potem v primeru smrti dr. Jožeta Pučnika in pokopali smo ga brez državniških časti, tudi brez udeležbe najvišjih predstavnikov države. Zdaj, če kakšne druge stvari, recimo bolj tehnične, bolj politične, ne prepričajo v tem smislu, da je Slovenija tranzicija zatavala, da ni bila končana ali pa da je sploh zgrešila, da nismo uspeli izvesti potem to samo dejstvo na človeški ravni, mislim, da lahko prepriča vsakoga. Čisto na koncu, kdo se prebil čez to obsežno štivo, verjetno prišel do istega zaključka ali pa do zaključka, ki ga je možno deliti z Solženicinom. Ta ruski disident in pisatelj je bil že pred leti, ko so ga vprašali, vprašan, kako bi označil ta režim, ki je nastal v Rusiji po propadu Sovjetske zveze, po propadu komunizma, ko formalno so neke volitve, ampak ta resna demokracija to najbolj ni. Je Solženicin dejal, da je to pač nekaj, česar še ni bilo. Ni niti staro, niti novo, je to nek hibrid, rekel slovo ogaben hibrid. In nažalost je več možnosti, da se iz tega stanja zdaj obrnejo na slabše oziroma nazaj na staro kot na bolj. Ker pač prehod ni bil narejen. So neke institucije, ki se drugače imenujejo kot v starih časih, ampak vodijo jih isti ljudje. Vsebina je podobna, tehnologija oblasti, kot bi rekel Pučnik, se izvaja drugače, ampak z istimi cilji in z istimi rezultati. Ali pa z enakimi cilji in z enakimi rezultati. No in že Milno je prej dejal, da se nekaj stvari podvajajo, oziroma da so vsi podobne, če pogledamo to časovno premico zadnjih 25 let. Pred 25 leti je razpadala Sovjetska zveza, bila je pomlad narodov, Slovenija stopala na pot demokratizacije in osamosvojitve. Ta sovjetski režim pa je skušal še na silo zadržati to pomlad narodov ravno v času, ko smo se v Sloveniji pripravili na volitve, v začetku leta, v prvih mesecih leta 1990, na večstrankarske, vendar ne popolnoma svobodne, tako kot prej Poljaki eno leto. Takrat je Rdeča armada v Litvi zasedla televizijo, državne institucije in skušala preprečiti osamosvojitev te baltske države, za nekaj časa mi je to uspelo. Enako se je takrat dogajalo tudi v Azerbajdžanu, čeprav v Sloveniji niti ni bilo o tem nič slišati. Cenzura je zelo velika in še v nekaterih drugih delih bivše Sovjetske zveze. Zdaj po 25 letih pa srečujemo
neka dejanja v tem delu sveta, ki so izjemno podobne. Se pravi, aneksija Krima, poskus destabilizacije in delitve Ukrajine, na kratko ali pa na grobo rečeno, poskus obnove tega socialističnega imperija, ki je takrat propadel, z deloma, rekel, pod drugimi imeni, vendar z uporabo zelo podobnih sredstev, predvsem pa z enakimi cilji in zaželenimi rezultati. Oziroma uporabljenimi rezultati teh dejanj, tudi uporabljenimi metodami. Tudi v Sloveniji, sedaj ponovno, čeprav ni tako razvidno, jasno kažejo ločnice, kakšne so bile pred 25 leti, ko je na 100 000 ljudi podpisalo Malniško deklaracijo. Tisti, ki so imeli pa moč in oblast, je pa lansiralo temeljno listino proti Malniški deklaraciji in osamosvojitvi. Nekaj takšnega je tudi zdaj. So sile demokracije v Sloveniji in politične sile, ki pač zagovarjajo vrednote slovenske osamosvojitve. In to bi lahko zajeli s pojmom Druga republika. In so sile tako imenovanega demokratičnega socializma, ki skušajo državo dokončno poti. Glede na to, da ker smo ravno ponovno pred častnimi volitvami, se bojim, da ne zadnjimi, v relativno kratkem času se to da strniti tudi neko politično geslo v tem smislu, da če bo ta koncept prevladal, lahko rečemo, da še ena leva vlada bo najhitrejša pot do propada. Najkasneje takrat bo nastopil čas in mesto za Drugo republiko. Gospod Zver, bi vi na tej točki še kaj dodali, glede na to, da ste spet med Ljubljano in Brusljem? Mislim, da je kaj dobro. Da je predsednika dobro zaključil. Ja, vedno. Zdaj samo še eno vprašanje za avtorja. Gospod Janša, kako nastajajo vaši govori? Vemo, da večina drugih politikov, oziroma večina politikov jim drugi piše govore. Mislim, da v vašem primeru ni tako. Jaz sem to opisal v same uvodu, tudi v zahvali. Tukaj so glede na način nastanka zelo različni teksti. So govori, ki so mi povedali, nekdo rekel, zdaj pa ti nekaj povej in potem nekaj poveš. Včasih bolj, včasih slabš. So govori, ki so konceptualni, v tem smislu, da je v to vloženo veliko dela, trudija, tudi študija. So govori, kjer sem imel pomoč, recimo v času predsedovanja, oziroma v času, ko sem predsednik Evropskega sveta in tudi predsednik vlade, je časno neslo tako, da sem imel tudi po 4-5 nastope na dan. In to na različnih koncih Evrope. Tukaj je bila nujno potrebna pomoč, imel sem sodelavce v kabinetah, sem jih pač pripravili podatke, teze. Velikokrat ali pa večkrat smo recimo zaprosili tudi znane slovenske intelektualce, ki so ob teh pomembnejših dogodkih podali kakšne svoje predloge, ki sem jih včasih uporabil, včasih pač nisem, nekaj sem tudi imenoval, da jih zahvalil. Ampak večina tega je pač nastalo glede na dogajanja, ki so bila in žal za večino teh tekstov ni bilo toliko časa, kot bi človek rabil, da vse natačno premisli, primerja, analizira. Ampak objavljeni so teksti takšni, kot so bili povedani. Nismo se nazaj popravljali imen, kratic, karkoli. Če smo govorili o stoletnici socialdemokracije na Slovenskem, ker je bila Slovenska demokratska stranka, se včasih nosila to ime, je pač to ime tudi v govoru in so notri programske stvari iz tistega časa. Kakšna poimenovana mogoče z nekoliko drugačnim imenom, kot se uporablja danes, ampak v vsebinskem smislu je enaka in tukaj nima nikakršnih problemov s tem. Večji problem imajo danes nekateri, poskušajo si lastiti nekaj te Cankarjeve dediščine,
političnem smislu, pa jim to ne gre najboljše. Se vstavijo tam pri letu 43, ni bilo kaj dosti Cankarja, razen koliko se ga je zlorabil. Najlepša hvala. Spoštovani novinarji, sedaj sta vam gospod Janša in gospod Zver govorili za novinarska vprašanja. Izvolite. Potem pa najlepša hvala za udeležbo in želim vam prijetno branje. Hvala.